Mislim, da zdaj naslednjo to predstavljamo izbrana klavirska dela. Dr. Matjaž Barbo z oddelka za muzikologijo na Filozofski fakulteti. František Jozef Benedikt Dusik, če sem pravilno izgovorila. Ja, mislim, da ste prav. Jaz tudi nisem Čeh, ampak sem se pri Čehih sicer pozanimal in mislim, da je tako nekako. Torej, gre za nekega avtorja, ki ima izjemno zanimivo usodo. Živel je nekako v drugi polovici od 65. leta naprej 18. stoletja do začetka, se pravi tam nekako do leta 1817, in v tem času je prepotoval velik del Evrope, zlasti tukaj severne Italije, seveda na Češkem, v Avstriji takratni, in bil na Kranskem približno, mislim, izpričano imamo vsaj 10 let, zadnjih 10 let 18. stoletja. Bil je v Ljubljani, tukaj se je poročil v Ljubljani z eno Kranjčanko in sodeloval najprej pri ustanovitvi, ne sicer neposredno pri ustanovitvi sami, ampak pozneje pri začetnem delu Filharmonične družbe, ki je bila ustanovljena 1794 v Ljubljani. Se pravi, on živi nekako 1790 do 1800 v Ljubljani kot stolni glasbenik. Bil je najprej violinist, pozneje, ko organist odide, dobi še mesto organista, pozneje postane organišče pri cerkvi svetega Jakoba, ki je sodila k stolni cerkvi. Se pravi, in ker seveda to njegovo plačilo za njegovo delo ni zadostovalo, si je moral iskati zaslužek tudi drugod, tako da je bil med drugim seveda aktiven pri Filharmonični družbi, kar sicer ni prineslo kakšnih posebnih koristi finančnih, ampak zlasti pa je sodeloval tudi pri različnih gledaliških uprizoritvah, različnih potujočih gledaliških družin, ki so gostovale pri nas. Torej, tukaj preživi nekako 10 let, pri dejavnosti Filharmonične družbe je zelo aktivno udeležen. Vemo, da je v trenutku, ko so kupili nov klavir 1796 za družbo, piše kronist, da je bil, se pravi, prvi solist na tem klavirju ob tem inauguracijskem koncertu prav Dusik. To pomeni, da je imel precej dobro pianistično znanje, ampak vemo to tudi iz posrednih ali pa neposrednih zapisov tudi že prej. Bil je doma, torej rekel sem, iz Češke, iz zelo znane glasbene družine. Torej že njegov oče je bil glasbenik in kot majhen otrok je muziciral, se pravi, v eni taki živahni, neke take živahnem domačem muziciranju, ki ga opisuje verjetno daleč najpomembnejši kronist glasbenega življenja 18. stoletja, Charles Burney, ki je bil tam v domačem Časlavu in pravi, tam je tudi en majhen pianist, ki je odlično igral klavir. Sicer prihaja do zadrege s tem, koliko je bil zares takrat star, označen je nekoliko drugačen, ampak kakorkoli, se pravi, Burney pravi, tam je bil odličen pianist, ki je odlično igral klavir še kot deček. Dobar, res je tudi to, da je imel František svojega starejšega brata, Ladislava, ki je veljal verjetno za enega najbolj slovitih pianističnih virtuozov poznega 18. in zgodnjega 19. stoletja. Potoval ravno tako po vsej Evropi, živel nekaj časa v Milanu, v Parizu in na koncu nekoliko žalostno v Londonu, pravijo, zapit umrl. Ampak vsekakor eden prvih takih pravih velikih potujočih glasbenikov, to je bil ta njegov starejši potujočih slovitih virtuoznih pianistov, to je bil ta njegov starejši brat, s katerim sta ostajala v kontaktih, imamo tudi pričevanja, da sta se srečevala. To pomeni, da je bil, se pravi, tudi prek njega zelo dobro seznanjen z nivojem recimo nekega evropskega pianizma tistega časa. Se pravi, izjemno zanimiva osebnost, ki je torej delovala nekaj časa pri nas. In kaj je torej tisto, kar prinaša ta zvezek? Ta zvezek prinaša najprej tri nize tem z variacijami,
ki so ohranjene v Gorici. Kajti nekaj časa, kakšnih 10 let, verjetno je živel Dusik tudi v Gorici. Poleg tega je en zelo zanimiv kapričo in sonata za klavir. Sonata za klavir je ohranjena v ljubljanski Narodni univerzitetni knjižnici in lahko rečemo, se pravi, če ne bi bili tako natančno, skrupulozno previdni, da gre za prvo slovensko klavirsko sonato. Žal so jo doslej zelo natančni sicer in tako skrbni popisi slovenske pianistične literature vedno pozabljali. Se pravi, ko govorimo o začetkih sonate na Slovenskem, nikjer praktično ne bomo našli tega Dusikovega dela. In to je škoda. Se pravi, če smo prej bili pri literaturi, to je nekaj takega, se mi zdi, kot če bi rekli, kje se začne slovenski roman, in da bi to spregledali. Dusik je dejansko, lahko rečemo, tudi avtor prve slovenske simfonije. Se pravi, prvi avtor, katerega ime poznamo, katerega delo je nastalo tukaj, ima naslov simfonije, ima vse, se pravi, izvrstne značilnosti simfonije in je bilo namenjeno kranjskemu občinstvu. Se pravi, izjemno zanimiv avtor in v tem smislu tudi sem prepričan zelo zanimiva glasbena izdaja. Najlepša hvala.